Izredno veseli smo, da se je po več kot letu dni truda vendar zgodil ta dan D, da nam je Agencija za trg vrednostnih papirjev odobrila prospekt, na podlagi katerega bomo lahko delnice družbe Equinox, se pravi prve nepremičninske družbe v Sloveniji, uvrstili na Ljubljansko borzo. Proces same zgodbe Equinoxa se je začel s tem, da smo družbo Union Hotele v lanskem letu, se pravi v letu 2021, razdelili na dva dela, se pravi na družbo Equinox in na družbo Union Hotele. V družbo Equinox oddelili vso premoženje, nepremičninsko premoženje prejšnje družbe Union Hoteli in s tem postavili podlago za to, da postanemo prva nepremičninska družba, s katero delnic se bo trgovalo na Ljubljanski borzi. Točen datum kotacije bomo napovedali v zelo kratkem. Smo v trenutnih pripravah v sodelovanju z Ljubljansko borzo, da določimo najbolj primerni datum in takrat seveda obvestili javnost. Kar se tiče cene delnice, je to seveda stvar povpraševanja in ponudbe, zato je težko napovedovati, kam bo šel tečaj te delnice. Je to zelo hvaležna naloga. Videli bomo pa to zelo v kratkem, ko bo delnica uvrščena in ko se bodo z delnico začeli sklepati prvi posli. Po logiki razmer, glede na to, da si želimo v čim večji meri povečati naš krog vlagateljev oziroma bazo naših investitorjev, smo se odločili za sodelovanje z Vseslovenskim združenjem malih delničarjev in participirali na mednarodni investicijski konferenci, kjer smo naš projekt uvrstitve delnic na Ljubljansko borzo tudi predstavili. Požel je zelo pozitiven odmev in tudi v prihodnje si bomo, glede na to, da si želimo to bazo investitorjev razširiti, seveda aktivno sodelovali z vsemi organizacijami, ki podpirajo vlaganje v vrednostne papirje tudi strani malih vlagateljev. Se pravi, da mi smo skovali termin v naši družbi, ko govorimo v demokratizaciji vlaganja, demokratizaciji nepremičninskega naložbenega razreda, se pravi, da bo lahko z relativno majhnim zneskom lahko vsakdo participiral na neki ekonomski vrednosti teh naših nepremičnin in s tem postavili unikum v Sloveniji, ker tega trenutno na tak način še ni. Mi smo ves čas, vse od mojega prihoda leta 2017, konec leta 2017, delovali v interesu vseh delničarjev. Ena od naših temeljnih ugotovitev je bila, da ima cirka 300 delničarjev družbe, takrat še družbe Union Hoteli, seveda so v relativno slabšem položaju kot večji lastniki, ker so se soočali z relativno nelikvidno naložbo, ki ni bila likvidna, se pravi, s katero se ni veliko trgovalo na Ljubljanski borzi. In ena glavnih idej, zakaj smo se odločili za to oddelitev, se pravi, da smo eno družbo razdelili na dva dela, je bila ta, da bomo z vstopom novih vlagateljev lahko zagotovili na sekundarnem trgu, se pravi na Ljubljanski borzi, zadostno likvidnost, da bodo lahko vlagatelji prosto kupovali in prodajali te delnice. Zato si mi v okviru družbe Equinox želimo seveda čim širšega kroga vlagateljev, da bi bila naša lastniška struktura veliko bolj razpršena, kot je trenutno. Že v medijih smo večkrat izpostavili idejo, da je lastniška struktura, ki je trenutno sestavljena iz tega, da je 75% lastništva v rokah Axor Holdinga in 18% lastništva v kapitalski družbi. Za takšno družbo, ki kotira na Ljubljanski borzi, je enostavno skoncentrirano lastništvo in mi si bomo seveda aktivno prizadevali kot poslovodstvo družbe, da zagotovimo čim širši krog vlagateljev in čim širšo bazo investitorjev in s tem tudi poskušali zagotoviti likvidnost na sekundarnem trgu. Seveda je to odvisno na koncu od vlagateljev samih, ampak kot družba si bomo prizadevali, da bi bila delnica seveda v čim večji meri likvidna, ker verjamemo, da to dolgoročno pomeni, da bodo vlagatelji lahko v kateremkoli trenutku takšen papir kupili in tudi seveda prodali, kar je velika prednost takšnega načina vlaganja ali pa posrednega načina vlaganja v nepremičnine, kar bodo vlagatelji s tem, ko bodo kupili naše delnice, seveda imeli. Glede na, se pravi, imajo likviden trg in bodo lahko te naložbe prodali in jih kupili, napram recimo klasičnemu nepremičninskemu trgu, ko se soočate z relativno kompleksnim načinom, kjer je potreben notar, kjer so potrebni določeni postopki, ki niso samo časovno ekstenzivni, ampak so tudi z vidika stroškov samega procesa nakupa ali prodaje nepremičnine bistveno višji, kot jih bo potencialni vlagatelj imel z nakupom delnic naše družbe. Statut skupščine družbe je v letu 2021 sprejela skupščinski sklep, v katerem je spremenila statut družbe in definirala, da je družba dolžna na podlagi pooblastila, na podlagi sklepa upravnega odbora in seveda na podlagi sklepa skupščine
izplačati najmanj 90% dobička tekočega leta v obliki dividende. Smo ena redkih družb, ki ima takšen element izplačila dividend zapisan v sam temeljni akt družbe, se pravi v sam statut družbe, kar pomeni, da bomo dolgoročno vlagateljem ves donos, ki bo nastal iz naslova dejavnosti, iz naslova nepremičninske dejavnosti, izplačali v obliki dividende. Nepremičninski portfelj, morda kot zanimivost, nepremičninski portfelj, ki ga imamo v lasti, obsega cirka 65.000 kvadratnih metrov površin, poslovnih površin v samem centru Ljubljane. Poprečna oddaljenost tega portfelja od Prešernovega trga je vsega 300 metrov, se pravi, gre za enega najbolj centralno lociranih nepremičninskih portfeljev v kateremkoli mestu, glavnem mestu članice Evropske unije, se pravi, gre za prvovrstne nepremičnine, za prvovrstne poslovne nepremičnine in vlagateljem bomo lahko na tak način ponudili zelo dobro alternativo vlaganja v nepremičnine, ker trenutno so vlagatelji soočeni s tem, da kupujejo recimo stanovanjske nepremičnine po izjemno visokih cenah, ker praktično druge alternative za vlaganje v nepremičnine v Sloveniji trenutno ni. V tujini takšna oblika vlaganja oziroma nalaganja denarja v obliki nepremičnine obstaja že vrsto let. Slovenija pa bo s tem, ko bomo se mi uvrstili na Ljubljansko borzo, dobila prvič to možnost, oziroma slovenski vlagatelji bodo dobili to možnost, da z nakupom teh delnic ekonomsko participirajo na tem nepremičninskem portfelju, se pravi na teh 65.000 kvadratnih metrih. Pri uvrstitvi družbe Equinox na Ljubljansko borzo gre za prvi tovrsten projekt oziroma prvi večji projekt v sami zgodovini Slovenije, da je družba, ki trenutno ne kotira na Ljubljanski borzi, se odločila za kotacijo na Ljubljanski borzi in ki je v lasti praktično večinskega dela privatnih investitorjev. Se pravi, v preteklosti smo bili priča predvsem uvrstitvam papirjev na borzo, predvsem strani Republike Slovenije, ko je država uvrščala papirje na Ljubljansko borzo. Tokrat pa smo se mi odločili in gre za prvi tovrsten, vsaj večji primer, ko so se privatni investitorji odločili, da bodo svoje delnice uvrstili na Ljubljansko borzo. Verjamem, da bo projekt uvrstitve delnic Equinoxa na Ljubljansko borzo uspešen in da bodo to zaznali še drugi širši krog podjetij in vlagateljev in da bo po naši poti sledilo še kar nekaj drugih podjetij, ki morda v tem trenutku še oklevajo. Ko bodo pa videli naš projekt, pa se bodo vendarle odločili in uvrstili delnice na Ljubljansko borzo.